Ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče. Jingle bell, jingle all the way. Bela snežinka, ki pada. Baby, all I want for Christmas is you. Jaz mikrofon odložim nazaj, kam ga bomo dali sem. Drage moje lepotice, opa in lepoci, dobrodošli v testiranju božičnih sladkarij. Jaz sem šla letos all in kupila res same božične sladkarije, a tale moja bubica dela. Sem dala danes bubico zato, da bo v bistvu še tega malo ASMR efekta, ali kako se reče, da boste res slišali, kako jaz grizem, žvečam se sladkam. Skratka, danes nas čaka težko pričakovan video in sicer testiranje božičnih sladkarij, res so hude in tudi zelo slastne. Jaz sem cel teden sladkarije zbirala na kup in zdaj gledam že cel teden in moramo začeti, če ne se bo meni zmešal, ker hočem probati. Zdaj pa največja dilema, s katero sladkarijo začeti. Mogoče pa kar z medenjaki. Se mi zdi, da so medenjaki ena taka božična klasika, kuki, medenjaki in tako naprej. Vzela sem v bistvu Weiss pecivo s čokolado. Kakor jaz to vem, je ful dober. Nisem pa še nikoli probala točno teh, tako da odprimo, pa da vidimo, a so dobri. Okidoki, noter je takale v bistvu škateljca, noter je 1, 2, 3, 4, 5, 6, se pravi 6x3, 18 medenjakov, oblitih čokolado. Evo, lahko dam potem tjale na moj krožniček za moje goste. Zdaj pa, da vidimo, aj so bili vredni enotedenskega čakanja. Dobri so. V bistvu so to medenjaki, ker jih jaz kot otrok ful nisem preveč marala. Pa nekje, recimo 5 let nazaj, je bil pa en preblisk na obiskih. Na obiskih so itak sladkarijo vedno še slajše in so mi toliko zapasali in od takrat sem ful ljubiteljica teh medenjakov. Tako da, dobri so, slastni, takole zvečer, ali pa čez dan, ali pa zjutraj, če ti pade cukor, priporočam. In pojma naprej, ful me matra pogledati, kaj je tukaj v tejle smrečici. V bistvu ful ljubka sladkarija, oblika božične smrečice, jelke, čeprav pravijo, da jelka letos ne govorimo, da je smrečica, da se nam je to či zamerali. Piše pa takole, Vandal, jelka, čokolada. A ste slišali to? Ne, moram na to sladkarijo, ker se je zdajle oglasila. Punce moje in fantje moji, tukajle imam sladkarijo kot moje. Če ni to najbolj carska božična sladkarija ever. Pazi to. Res za tako škateljco in ko jo zavrtiš, se bo ta sladkarija oglasila in ti zapela božično pesem. Pazi to. A ni carsko? Pač. Zdaj moramo počakati, da se to izteče, ker ne moram, tako držim, ampak bo naprej začela pet, dokler se cel ta krog ne odvrti. Tako da, ta sladkarija je ena med katerimi, a me slišite, sem najbolj excited, pa poglejmo zdaj, če je tudi toliko dobra. Ali jaz najprej počakam, da neha pit. Ne, bo malo božične spremljave. Skratka, odprem, ne vem pa kaj je noter, tako da bo tole zanimivo tudi meni videti. Aha, vrečka, lahko bi rekla, da gre tudi za neke medenjake oziroma piškote. Noter so 4 piškotki, če se ne motim, je bilo pa tole med 8-10 evrov, kar pač je dražja sladkarija, ampak to zato kapoje, sicer za 4 piškote do 10 evrov pa ni glih poceni. Tako da, naj i bo, ker je res izvirna. Držite pa pesti, da bo zdaj tudi dobra. Kjer ga čem? Belega ali črnga? Oba. Dost sem čakala. Danes grem all in. Ok, najprej probam tale bel, predvidevam, da medenjak, pa se to mora kaj gor pisati. Ja, pišem pa v nemščini. Mimogrede je ena zanimivost, jaz sem se nemško učila 4 leta v gimnaziji. V 4. letniku sem znala toliko dobro nemško, da sem imela govorni nastop v nemščini. Sam zdaj pa tale navodila bomo kdaj drugič znanje nemščine preverjali. Probam, to vsi razumejo, a je ali je Niso slabi.
Zdaj, če bi jih primerjala s temi medenjaki, so mi mogoče te malenkost boljši, ampak je to ena zanimivost, ker so obliti z belim cukrom. Ta se na vsake to bo oglasila. Obliti so s tem belim cukrom in so zato dobri, so pa noter malo bolj suhi kot teli. Tako da zmagajo te, tudi te pa niso slabi. Me pa zdaj zanima, zdaj bo tako ful smešen, ker bojo vsi piškoti pa malo obgriženi. Nič skrbeti, bom jaz to do večera vse pojedla. Probam še tega, če je kaj drugačen. Zelo podoben okus, samo da so te obliti s čokoladi, tisti pa, se pravim, kot z nekim cukrom. Tale je boljši. Ta čokolada je bolj sladka in mi tale bolj odgovarja. Ni slab. Med tem pa je pa skoraj ta malo boljši. Tako zanimiv okus je za probat. Dober je. Dober je. Pejmo zdajle na tole smrečico, ker sem jo prej hodila odpreti, pa se je tale, kaj to, skrinjica oglasila. Skratka, gre za jelko čokolado. Mislim, da ena lepših sladkarij danes. Res je lepa, totalno božična. Ima smrekico, imaš gor božička, imaš bunkice, imaš te, te, ki jih imam jaz, tele sladkorne palčke. To smo pa lani probale v božičnih sladkarijah leta 2019. Tretja sladkarija, ki jo bomo probale, je tale lizika. Popoln božični štantek. Od nekdaj me je zanimalo, kakšnega okusa so tele lizike. Spet pogledat, bom pustila link spodaj, tako da dajmo odpreti, a je tudi toliko dobra kot luštna na pogled. Pošlo? Lej ti to! Ful me je presenetilo, zato ker sem mislila, da bo noter cela čokolada v obliki te božične jelke. Imamo pa noter dejansko bombončke, verjetno so čokoladni, pa še enega božička, ali Miklavža božiček je to verjetno, ker ima rdečo kapo, kot jaz. Ja, zdaj bomo vse probale, ne? Zlatega, rdečega, pa še božička. Bela notranjost, da vidimo, če je ta zelo kaj drugačen. Je. Ta, vam pokažem od blizu. En je noter bel, ta drug je pa noter čisarjav oziroma čokoladen. Zdaj pa probimo še tega božička. To vam pa jaz ful take lepe spomine na otroštvo. Mi je Miklavž vidno pustil kakšno tako pod smrečico. Čeprav ne, vedno mi je bilo pa ful ga težko pojesti. Mu odsekati glavo, ampak danes moram, ne, tako. Ja. Klasična čokolada teh oblitih zadev in teh miklavžastih podob. Ne spomne na otroštvo, ful. Zdaj imam pa toliko sladkarij tukaj, da jaz ne vem, kaj bom z njimi. Dajmo se zmeniti, vam pošljam take zadeve, kar bo ostalo zraven priložim ob rokovnikih, ampak valjda ne medenjak, ker bo vse zapacen, te take zapakirane. Danes bom imela ekstra velike energije. Tako da pejmo naprej. Tale mi je ful zanimiva. To je lahko božični okrasek, lahko pa je pač tvoja sladkarija, lahko je pa oboje poješ in daš na smrekico. Zakaj se gre? Mini kakav s čokoladnimi koščki Panteone. Ok, ne poznam te sladice. Diši, a veste tista peciva, tiste velike take potičke, diši čist po tem, pa po nekih takih krozinah. Probimo. Čisto ta božična peciva, ker jaz nisem preveč ljubiteljica, ker mi malo na kislo mi potegne, tudi ta je tako malo kicek. Premalo mi je čokoladen, suh je, tako da tale mi pa ni všeč. Kaj bi bilo naslednje? Ja, teli jajčki, čokoladni jajčki Milka v sodelovanju z Oreo. Jaz Oreo piškot obožujem in Milka, kred Oreo, imajo neke že te svoje kombinacije, letos pa novost čokoladni jajčki. Pa dajmo probati sam, en manjka, Rale se ni mogel preti, ne mu bo, prav da so ful dobri. Zdaj bomo pa še mi probale in potestirale. V bistvu mi je ful simpatično, kako se jih je. Takole so zaviti kot neke snežene kroglice. Raboš pa žličko, da to poješ, zato ker so okol in okol čokoladni. Takole ga pa odpreš, počeš in potem se razpre noter ta kot neka bela smetana, kot nek bel mus, posud z Oreotom. To se že toliko slasno sliši, da se meni cedijo sline. Jaz moram zdajle najti žličko, ker ja, sem jo pripravila prav za tale namen. Ful mi je simpatična, zato ker ti dejansko ta sladkarija da tudi neko izkušnjo, malo moraš v bistvu odpreti, pojesti, pač dati neko doživetje. Tako da poglejmo, dobro, jaz mislim, da je.
Ok, ful dober, ful dober. Ful so dober naredili, zato ker ta bel oreo noter v kombinaciji s to neko smetano ali musom, ali kako bi to poimenovala. Ni presladko, dobiš okus po oreotu, ampak je Milka ful sladka in se to ful lepo poveže in ni toliko sladko, da te odnese. Glih ena taka prava mera doziranja. Ful dober je Milka in ta bela vsebina noter, tako da priporočam, res dober, pa se pravim, sladkarija z doživetjem. Naslednja sladkarija bo tudi čokolada, Twix ste že probale, ampak ga ste probale gingerjev Twix. Jaz tudi ne. Se mi zdi ena taka sladica, da jo imajo radi tako otroci, kot malo starejši, pa še taka priročna. Evo te palčke, lahko jo sam poješ, lahko deliš, lahko sprava za pol. Tako da, evo Twix z ingverjem. Definitivno ful spomne na Božič, ker jaz imam recimo tlele, kaj sem dala? Svečko. Na tej svečki gor sem dala vosek, zdaj je sicer že stopljen in je malenkost bilo. In ko dam jaz le spodaj svečko, celotno stanovanje diši po ingverju in to je toliko lep prijeten božični vonj. In zdaj ta Twix ima isto ta ingver in me takoj spomne ta konotacija Božič. Meni, če sem iskrena, je sicer bolj všeč navaden Twix, ni pa to slabo. Pač je božično, je neka dodana vrednost, bi če kupila, če bi pa primerjala, mi je tista boljša. Pa še to bi dodala, da mi je všeč, zato ker se tega ingverja ne čuti veliko, tako ravno prav so ga dozirali. Če bi bilo še malenkost več, bi še šlo, če bi bilo pa več od tega, bi bil pa preveč. Tako da, glih prav, malo doda tisto piko na i, ni pa preveč. Tako da, zanimivo. Gremo naprej, imamo še eno čokolado in sicer Milka, se mi zdi, da je tudi limited edition. Ja, gre za gingerbread. Aha, to je pa Milka, ki ima na mesti navadnih recimo keksov, ima tudi v bistvu ta ingverjev piškot. Ok, zanimiva, božična, zelo podoben kot Twix, s tem, da je ta še malenkost bolj čokoladna. V bistvu so začinjeni te piškoti noter in spet ravno prav, ni preveč po ingverju, doda pa to neko božično noto. Če ste ljubitelji teh, ne vem, cimeta, ingverja, teh božičnih zadev, vam to in Twix zna biti ful všeč. Naslednje 2 za 2 ali 4 plešeči božičkoti. Tudi tole obljubam, da vam dam ob naročilu rokovnikov, zato ker so taki zapakirani. Enega probam jaz, ostali grejo tele na krožniček za vas. Dobra čokolada, ravno prav sladka. Še 2 sladkariji imamo in obe sta totalno hudi, inovativni in še nikoli jih nisem probala, tako da se jih res dale veselim. Ta predzadnja je božičkova pošta. Tlele gor imamo tako zastavico, gor piše Merry Christmas, gor imamo celo božička, neke njegove angelčke ali pomočnike, noter pa ni še pisemc, to bomo še dali noter, še napisali. Mi grede, ste pisali božičku. Dajte mi zapisati spodaj v komentar, kaj mu boste letos pisali, kaj si želite, kaj je tisto, kar bi rade dobile v letu 2021. Tako da bomo zdaj odprli, dejansko sploh ne vem, kaj je noter, vem, koliko je stala, 5 evrov. Tole definitivno s hranom za tako kakšen spominček oziroma za božično dekoracijo. Zdaj pa poglejva, kaj je noter v tej prelepi škatli. Sem da, aha, selotejp ima gor. Boste vi prej videli? A vidite, kaj je noter? A jaz pogledam. Božični bombončki, božične sladkarije. Evo, mi je ful všeč, ker vam lahko spet dam noter v rokovnike. Dejansko imam noter tukaj take čokoladne bombončke. Tukaj je ena taka čokoladna plaščica, kaj imamo to nekega angelčka narisanega, ki drži, oziroma neko punčko, Merry Christmas, in gor ima neka darila. Tako da, a so vse iste? Ja, vse so iste. Probam en ta čokoladni bombonček, pa eno to plaščico, ostalo pa spet prešparam za vas in vam priložim zraven ob naročilu. Polnjena dodatno noter s čokolado in dejansko, kjer imam zelo podoben okus kot telih čokoladnih bombončkov, zelo podobna okusa. Ok, spijem malo vode in pogledamo še ta zadnjo, skoraj 1 kilsko, veliko težko sladkarijo. To je pa tale hišica, ki je noro cute in ko mi čakam, da probam, je pa to klepa, da mi jo bo tudi malo škoda. Pa še voda. Zdaj pa je na vrsti še ta zadnja božična sladkarija, ki je težka skoraj 1 kilo. Čarovniška hišica, rjavi medenjaki s sladkorjem v prahu, sladkornimi figurami in sadnimi gumijevimi bomboni. Vse to.
Si predstavljaš, da poješ tega 1 kilo v kosu? Aha. Ok. Imamo neko belo škatlico. Imamo hiško, a se tukaj sestavi. In še ena škatla je noter. Pa še tole, to je pa cukor. Pa še bomboni so tukaj noter. Aha, ok, to dejansko hiško mora zdaj sestaviti. Vse logično, zato ker je kar precej široka in v tole škatlo ne bi šla. Jaz zdaj tega ne bom sestavljala, ker bo predolg trajal, bom to prešparala za pol ali pa skupaj z mojimi nečaki. Bom pa vzela, ne vem sicer, če bo stala, ampak streho tele hiške pa vam povedala, kakšnega okusa je. Sicer zapravo doživetje spet ti svon, ki meni najbolj všeč malo pokislem, pa tudi malo suh deluje, ampak ok, pustimo to. Doživetje moraš še okrasiti, jaz bi dala gor še kakšno sladko smetano in potem v šusu pojedla. Verjetno se mora ta sladkor tudi stopiti. Zanimivo, definitivno neka izkušnja, bi pa se sama rajš tega lotila, da spečem, ker mi deluje malo suh. Evo, probam. Ful je suh, pač. Pa tudi sladok nekaj preveč, verjetno mu doda potem ta sladkor svoje pa bomboni. Na tem sem kar malo razočarana, ker mi okus ni všeč, je pa definitivno atraktivna in na pogled tako zelo privlačna. Za enkrat pa dobro, si mogoče delam krivico, da bi poln okus in zaživela vse svoje lepoti, ko bi dodala vse te okraske, ampak zdaj, kar sem probala, bolj neko, ja. To je to, dragi moji, jaz sem s sladkarijami zaključila, zdaj sem polna energije in polna adrenalina. Sladkarije pač naredijo svoje, tako da moram tole zdaj izkoristiti. Ti mi v komentar zapiš, katera je tvoja najljubša božična sladkarija ali pa nasploh božična hrana, kaj najraje v tem času pripraviš ali pa ješ. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne zamudiš vlogmasa številka 10, hiter gre tole. In ne me pozabiti prečekirati tudi na Instagramu, najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Lepo se imejte, drage moje, in do naslednjič. Čau, čau!